Ali odhajajoča oblast v zadnjih tednih res divje kadruje, kot jo očitajo politični nasprotniki? Nove zaposlene za nedoločen čas v izdihljajih mandata išče več ministrstev. Celo Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki so ga z novim zakonom o vladi že ukinili. Gre res za utrjevanje političnega vpliva v državni administraciji? Ne nujno odgovarjajo na KPK, res pa je, da se število tovrstnih postopkov poveča pred vsako zamenjavo oblasti, nobena vlada pa ni izjema. In kako na očitke odgovarjajo v odhajajoči koaliciji, Ema Čepon. Predvsem nove podsekretarje, višje svetovalce in strokovne sodelavce prek razpisov te dni išče več ministrstev. Skupno jim je, da zaposlujejo za nedoločen čas, pa tudi izjemno kratki roki za prijavo, lahko tudi nekaj dni. Zato se odpira vprašanje, ali tik pred slovesom politično kadrujejo. Minister za obrambo v odhajanju Borut Sajovic, na njegovem ministrstvu sta ta trenutek odprta dva razpisa, da njim odgovarja. Na ministrstvu za obrambo se ne dogaja nič neobičajno in nič pretresljivega. Se prakse letošnjega leta v ničemer ne razlikujejo v preteklosti. Tudi odhajajoči minister za delo, na njegovem ministrstvu ta hip sicer ni odprtih razpisov, ostro zavrača, da bi se kdorkoli iz odhajajoče koalicije tako mesec skušal polastiti nečesa, kar jim ne pripada. Ko smo mi prišli na ministrstvo za delo pred 4 leti, je bilo, mislim, da 30 odprtih kadrovskih postopkov. Tako da to divje kadrovanje, ki ga zdaj omenjajo, je zopet zgolj kazanje s prstom na nekoga, zato da bi sami izpadel lep. Tovrstno zaposlovanje se občutno poveča ob vsaki menjavi oblasti in nobena vlada pri tem ni izjema, medtem opažajo na Komisiji za preprečevanje korupcije. To je tudi pokazala naša analiza, ki smo jo delali leta 2022, kjer smo preverjali 4 vlade in vlade si tukaj med seboj v bistvu niso različne. Tako da seveda tudi zdaj, ob koncu mandata, število prijav narašča. V javnosti je največ prahu sicer dvignil razpis Ministrstva za solidarno prihodnost. Od 6. maja in samo še do ponedeljka v Direktoratu za stanovanja iščejo strokovnega sodelavca. Nič nenavadnega, če ministrstva z novim zakonom o vladi ne bi ukinili. Na ministrstvu so nam pisno pojasnili, da bo Direktorat za stanovanje deloval še naprej, saj da bo področje odslej pokrivalo novo Ministrstvo za okolje in prostor. Postopki pa da potekajo v skladu z zakonodajo in ustaljenimi postopki v državni upravi. Tisti, ki so najbolj glasni, najbolj kritizirajo, lahko pogledamo, kaj so sami, oni pa zares počeli ob njihovem odhajanju. Ni vsaka takšna zaposlitev avtomatično sporna, ob tem sicer še poudarjajo na KPK. Sigurno so pa vsi zaposlitveni postopki ob koncu mandata podvrženi večjim korupcijskim tveganjem. Zelo pogosti so denimo prehodi iz zaposlitev na zaupanje v zaposlitve za nedoločen čas.